Ja, najljubši kotiček je recimo nadstrešek pred vhodnimi vrati, kjer zjutraj pravzaprav pred eno veliko brezo, ki je bila že tle na lokaciji, posije to vzhodno sonce in potem čez čas proti dopoldnevu zariše neke sence v teh betonskih stenah. Tle zelo fajn spiti jutranjo kavo. Kaj se zgodi, ko je arhitekt hkrati tudi lastnik in dobi proste roke? Vsak si postavi svojo sanjsko hiško. A če imaš pri tem tudi dolgoletne izkušnje, nastane lahko nekaj resnično posebnega. Lep pozdrav, sem Tomaž Ebenšpanger, arhitekt. Delujem v okviru biroja Skupaj arhitekti in sem tudi docent na oddelku za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Nahajamo se na južnem robu Murske Sobote v paviljonu za bivanje. Vi ste tukaj hkrati arhitekt, hkrati investitor. Verjamem, da ste imeli neke svoje predstave o tem, kaj je vaša sanjska hiša. Kako ste pa v bistvu oblikovali ta projekt? Kakšne so bile vaše želje? Ja, arhitekturna naloga, ko si hkrati arhitekt in investitor, je pravzaprav ena težjih. Jaz včasih študentom tudi v hecu svetujem, da ko si bodo zidali svojo hišo, naj si najamejo arhitekta. Ideja tega projekta je bila preizkusiti na nek način nek minimum bivanja na enem južnem robu, ki se pravzaprav nahaja na meji med suburbano poselitvijo Murske Sobote in neke odprte krajine. Kakšen je pa razpored prostorov? Sam koncept objekta temelji na treh servisnih jedrih, ki na nek način podpirajo to lebdečo streho, ki potem na večjih koncih ustvarja napušček, ki pravzaprav omogočajo, da je hiša senčena v vseh obdobjih dneva. S tem se pravzaprav izognemo zunanjim nekim tipičnim klasičnim žaluzijam in uporabljamo znotraj zgolj neko tanko platneno opno, ki pravzaprav omogoča različne segmente oziroma različne nivoje intimnosti, odvisno od potrebe in seveda tudi na nek način uokvirja poglede v naravo. Ta prostor je izredno odprt, ima velike razpone. Kako ste pa to konstrukcijsko rešili? Ja, zelo enostavno. Malo moraš že arhitekt nekako predlagati, potem pa, če imaš dobrega statika, statiki vse zaračunajo. Tako da sponi so pač veliki, ja. Ploščo nosijo ta tri jedra, med srednjima dvema jedroma imamo pravzaprav navzgor obrnjen skrit nosilec, horizontalni, tako da se potem ta razpon razpolovi in so plošče nosene na bistveno krajših razdaljah. Seveda to ne vidimo, ampak je skrito zgoraj, v pasu strehe in to je to. Kako ste pa našli izvajalce? Ja, zgodba z izvajalci v Prekmurju je zelo zanimiva. Projekt je bil ravno toliko premajhen, da uveljavljenih večjih izvajalcev nekako nismo uspeli prepričati. Našli smo eno mlajšo ekipo, ki se je, bila pripravljena posvetiti za te kraje dokaj neobičajnim načinom gradnje. In smo na nek način kljub občasnim manjšim, seveda kot vsako gradbišče, zagatam in težavam, nekako uspešno to pripeljali do konca in pokazali, da se da tak objekt relativno hitro, relativno natančno in tudi brez pretiranega pravzaprav stroškovnega vložka nekako realizirati in pripeljati do konca. Če se vrnemo k sami gradnji, koliko časa pa je trajala gradnja, kaj je bil nek največji izziv? Gradnja je trajala pravzaprav slabo leto. Največji izziv je bil nekako ujeti prave dneve za betonažo.
vidni beton v bistvu zahteva neko določeno temperaturo, neko določeno vreme, ki je ugodno za tak način betoniranja. Zares pa je bil velik izziv tudi to, kako na nek način uskladiti vse te izvajalce in jih skombinirati na način, da je na koncu izdelek tak, kot je bil nekako zamišljen. Ampak če je arhitekt kot nek projektantski nadzor prisoten na gradbišču in hkrati seveda tudi investitor in vodja, organizator, vodja projekta, potem to nekako teče lepo, no. Je pa seveda veliko časa in veliko energije potrebne. Ja, dostopna pot z neko potezo sivke nas popelje v pred ta stopni nadstrešek, kjer, kot rečeno, je zelo fajn popiti kavo zjutraj. Skozi vhodna vrata stopimo v osrednji bivalno-dnevni prostor, kjer se potem v ozadju pojavi prvo servisno jedro, kjer je nameščena kuhinja. Levo od vhoda je servis oziroma prostor za tehniko in neko to vsakdanje shranjevanje. In potem seveda na desni strani vidimo eno veliko omarno delilno potezo, ki služi kot servis za shranjevanje z ene strani oblačil, z druge strani nekih stvari, ki so potrebni v vsakdanji uporabi, kuhinji, dnevnem prostoru. Ja, osrednja škatla, ki deli torej bivalni in spalni del, je namenoma nižja, tako da ne deli tega prostora, pravzaprav ohranja to fluidnost oziroma ohranja ta prostor v enem kosu in s tem dopušča v bistvu občutenje te paviljonskosti tega enotnega servisiranega prostora. Za to omaro oziroma boksom se kot rečeno nahaja spalni del, nahaja se tudi prostostoječa kad, ki omogoča potem v določenih momentih zapravo eno tako spa izkušnjo. Na koncu pa je še manjša delovna mizica. In na koncu imamo še pa tretji blok oziroma tretji servisni boks, ki pa predstavlja sanitarije. Dnevna soba je zelo fleksibilna, v bistvu tudi oprema sedežna je taka, da jo lahko po potrebi obračamo v eno in drugo smer. V prostoru je tudi manjša kaminska pečka, ki v zimskih večerih pravzaprav popestri ali pa predstavlja neke vrste osrednji element v prostoru in tudi dodaten vir toplote. Kuhinja predstavlja en čisto enostaven niz približno 5 metrov, predel kuhalne plošče je pa zaščiten z stekleno vertikalno površino, ki preprečuje, da bi se ta betonska stena ob kuhanju pretirano mastila in mazala. Hkrati pa ta transparentnost ne zmoti te slike vidnega betona v ozadju. Kopalnica je minimalna z osnovnimi stvarmi, ki kopalnica potrebuje, in stena, ki zapira, je z notranje strani oblečena v ogledala, ki seveda ta prostor kljub svoji majhnosti potem optično povečajo, tako da zares občutimo še enkrat večjo kopalnico. Nad tušem pa se nahaja en tak svetlobni jašek, ki pa v toku dneva nekako zarisuje zanimive sence na steni in dovaja neko osnovno svetlobo oziroma tudi omogoča prezračevanje z dvižnim tem strešnim oknom. Kakšne materiale ste se odločili uporabiti po tleh, zunaj in znotraj? To je ta beton, ki je pravzaprav narejen ali pa zmešan iz enega agregata, materiala, naplavin, morskih naplavin v bistvu tle v okolici. Ta material koplje v nedaleč stran gramoznici in s tem smo na nek način ta duh kraja vgradili v sam konstrukcijski material.
in ga pustili vidnega. In tudi tla so pravzaprav isti material, s tem, da smo jih samo pobrusili površinsko in s tem ta agregat odprli in še dodatno pokazali. Smo pa tudi obdani z ogromnimi steklenimi površinami, tako da svetlobe resnično ne manjka. Kako ste pa v bistvu zasnovali naravno pa umetno osvetlitev tukaj? Ja, kot ste že omenili, naravne svetlobe ne manjka. Naravno svetlobo zares moramo filtrirati s temi zavesami. Umetna osvetlitev je pa minimalna, ne? Gre za princip parih tičnic na stropu, ki omogočajo neko generalno osvetlitev, vsa ostala osvetlitev se pa kombinira z raznimi premičnimi svetilkami, ki se lahko tudi po potrebi nekako po prostoru premikajo in temu primerno tudi ustvarjajo neko svetlobno scenografijo. Kako pa je pol ta odločitev za sabo potegnila prezračevanje in hlajenje? Pa ogrevanje seveda tudi? Ogrevanje je v bistvu prek toplotne črpalke, ki ima v bistvu invertorska in omogoča poleti tudi hlajenje, tako da se pravzaprav poleti tla hladijo, po zimi tla grejejo. To se je izkazalo kot za zelo uspešno hlajenje, namreč tako hlajeni prostor pravzaprav ni hladen kot pri klasičnih klima napravah, ampak je ohlajen na eno tako zelo prijetno temperaturo, tako da zares objekt ima poleti in po zimi svojih 22 stopinj, ne glede na zunanjo temperaturo. Tako da prezračevanje je, bi rekel, manualno, klasično, z odpiranjem oken, ker jih je veliko, tako da hiša želi biti low-tech, brez nekih hudih tehnoloških rešitev, tako da tudi prezračevanje temu primerno nekako sledi. Kaj bi pa svetovali drugim, ki bi se hoteli lotiti podobnega projekta? Poiščite dobrega arhitekta, ki vam nekako je blizu, ne? Se pravi, pozanimajte se, kaj dela, kako razmišlja, potem mu predvsem zaupajte in v nekem participativnem procesu skupaj nekako potem ta projekt, ki je zastavljen, seveda na gradbišču mora biti tudi realiziran v tej smeri in to seveda zelo pomaga, če je arhitekt prisoten do konca v neki obliki projektantskega, tudi gradbenega nadzora. In to je en recept, kako pravzaprav ta vložek v gradnjo lahko postane ali pa lahko dobi še neko dodatno vrednost, ki jo pravzaprav imenujemo arhitekturna vrednost oziroma arhitektura. Kaj pa platformo Moj Mojster poznate mogoče? Ste že da uporabljali? Platformo Moj Mojster poznam, jo občasno uporabljam, ker mi pošiljajo povpraševanja. Pravzaprav jaz delujem na področju arhitekture predvsem tudi kot arhitekt v praksi in pač arhitekt, ki uči. In ti projekti so največkrat potem tisti, ki omogočajo ali pa obljubljajo ali pa bi rekel obetajo neko res arhitekturno rešitev in take potem, ko jih prepoznamo in se nekako z naročniki ujamemo, zelo z veseljem tudi prezamemo in jih speljemo do konca. Zakaj ste se pa odločili sodelovati na festivalu Odprte hiše Slovenije? Ja, Odprte hiše Slovenije je nek dogodek, ki zares stremi in omogoča, da se to, kaj sploh arhitektura je, kakšna je razlika med zgolj neko gradnjo in potem neko arhitekturno gradnjo, da se te stvari nekako promovirajo v širši javnosti. In to se mi zdi zelo pomembno, ker le tako nekako lahko skomuniciramo z naročniki pravzaprav te ideje, ki jih, ali pa to, v kar verjamemo, ne, lahko skomuniciramo in potem seveda pride do teh nekih uspešnejših projektov. Ok, najlepša hvala za odgovore. Hvala tudi vam.